pozdravljene v imeni našega odrešenika, Gospoda Jezuša Kristuša. Stojimo pred Božjo besedo in jaz vsakoga med nami izzivam, tako povedano, ka Božoj besedi dovolimo, naj unagoči v naša življenja in naj dela spremembo tom, gdje je potrebno, tako je to Božja sveta vola. Naj v tom jutri Božja beseda goči. Po Božoj milosti, gelte, smo znova leko tu v dome Božja in po Božoj milosti smo leko stopili tu v 8. mesec toga leta in da poglednemo nazaj v preteklo obdobje v svojem življenju, ko vidimo. Ko vidiš ti osebno v tvojem življenju, v preteklom obdobju toga leta. Čas, štiri je hitro odišel, delo, pridobitve, štiri se včino, uspehe, ali pa mogoče neuspehe, neuresničene želje, nedosežene cilje, štiri se postavil. Da pogled nazaj je sikdar dober za to, ka se te naš pogled usmeri za naprej. Ka smo te pripravljene tudi za naprej, da vidiš v svojem življenju stvari, štere so najbili najboljše. S pogledom nazaj to opaziš, štere so najbili najboljše, ti boš se sigurno v bodočnosti probo toga izognete. In stvari, štere so dobre, boš probo ešte bolje izboljšati. Kado ešte boljše v tvojom življenju. To je v našem vsakdanejšnjem življenju, to je nikši normalen način postopanja človeka. In dragi moji, ešte bolje je to pomembno na duhovnom področju. Na duhovnom področju, na področju človekovega odnosa do stvarnika in odrešenika Jezuša Kristuša. In tu, na tom področju, bi se mogel vsake ozreti nazaj, zglednete nazaj in poglednete svoje življenje, napravite analizo in pa ukrepate. Stvari, štere so ne po Jezušovoj voli, odstranite. Se jih izognete. Stvari, štere pa on pričakuje od tebe in si jih v preteklosti dobro upravo. Aleluja za to. Te pa ešte izboljšate. Znate, tako te resnično duhovno rosle, duhovno napredovale na slavo našega nebeškega Očeta. Aleluja. Sem nam želim, da bi res korektno presojali same sebe. Že nekaj časa učimo od Jezušovih čudežov, štere so se zgodile po Jezuše, o njegovi čudežaj. In zadnje 2 nedelje smo učili o mesijanskih čudežih. Torej, o čudežih, za štere so bili takratni verski vodje prepričane, kaj jih leko včini edino Mesija. Včili so, ka vso počni šterne stvari, štere ne da nišče drugi mogo napraviti za volo določenoga ozadja. In tako so ljudstvo navčili, Izraelce so navčili, ka izraelski gobavec ne da nikdar ozdravljene, razen če za njegovega življenja pride Mesija. On da leko izraelskega gobavca ozdravo. Trdili so, kaj je goba Božja kazen. In tom, ki je Božja kazen, tom se navaden človek ne mre proti postaviti, tom se navaden človek ne mre boriti. Ja, in Jezus je v 10 primerah to včino dokazuje, kaj je resen Mesija. Za volo toga, kaj se je zgodilo to, ko so takratni verski vodje včili. Ali za njih, za te verske vodje, to ne bilo zadosta. In Jezuša so ne priznali kot Mesijo.
Drugo, ko so včeli, je bilo to, ka nemi obsedenec ne da osvobojene od hudega duha, razen če pride Mesija. Znova je bila njova razlaga, ka po njunih metodaj izganjanja hudih duhov to ne je mogoče. Imeli so svoje metode, imeli so svoje načine, na kakšen način so lahko izgnali hudega duha, ali enoga nemoga obsedenca so pa ne mogli ozdraviti, ne so mogli iz njega izgnati hudega duha. Prejšnjo nedeljo sem govoril od toga. In k Jezuši so pripeljali glih takšnega človeka in ne so mu nemoga, pač pa ještě tudi slepega. In znova se je zgodilo to, ko so oni včeli, kada leko včino, samo Mesija, da on pride. V prvom primeru so bili verski vodje, to povedano, tju, ne so odreagirali, zdaj pa so odreagirali in to so odreagirali v tom primeru na eden nenavaden, na eden nepričakovani način. Jezuša so obsodili, kaj je tudi obseden z demonom in zavolo toga leko dela takšne stvari. Da se želiš nekako ga znebiti. Znate, to je najboljše sredstvo, ka ga obtožiš ene slabe stvari. In na tej način so Izraelci dokončno odbili Jezuša kot Mesiju. Ali, dragi moji, Jezus se je ne umaknil. Jezus je ne zdaj vrgel pukšo v kukrcu, pa če vi to pravite, tega henjam, idem po svoji poti. Ne, Jezus se je od toga trenutka bolje posvetil posameznike in pa svojim učencom in jih na tej način pripravilo za stvari, za dogodke, štere so pred njimi, za naloge, štere bodo one opravljale po Jezušovom odhode nazaj k svojome oče. Ali znate, bilo je še nekaj. Bilo je še nekaj, ko so takratni verski voditelji včeli, verski učitelji, za koji so bili oni prepričani, kada leko včino edino Mesija, da on pride. Zapis o tom dogodku imamo v Janezovom evangeliji v 9. poglavje. Celo to poglavje goči od toga dogodka. Ne moštele celo poglavje, pač pa bomo pogledali v ključne vrstice toga dogodka, ka bi leko razumeli to pravo sporočilo, konosko z tej dogodek želi Biblija sporočiti. Janezovom evangeliji 9. tale, prva in pa druga vrstica, tok se zača tej dogodek. Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. To je bil problem, slep od rojstva. Ne samo slepi, pač pa slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali, rabi, kdo je grešil? On ali njegovi starši, da se je rodil slep? Ne bi bilo nikaj nenavadnega postaviti vprašanje, če so storiške toga človeka grešili in se zavolo toga, da je človek narodil slepe. V Mojžešovom zakone je zapisano, kada je Bog kaznoval grehe staršev do 4. pokolenja. Drugo Mojžešovoj 20. tale 5. veršoš in pa 34. tale 6. do 7. veršoš, to štejmo, leko doma preglednete in preštejte, koliko je Bog upozoril izraelski narod, ka se noj resno obnaša v svojem življenju, ka bi naslednje generacije ne nosile posledic toga. Mogoče, ka so starši pregrešili in se je zato tej človek narodu slepe. Te del vprašanja, zdaj bi pogledali, če bi pogledali, bi videli, kaj je te del vprašanja razumljive. Ali problem je v drugom delu vprašanja. In to je,
kad se je te človek narodil slepe, zavolo toga, kaj je sam pregrešil. Zavolo toga, kaj je sam grešil. In znate, to vprašanje z njihovega stališča ne bilo nelogično. Ne, pač pa je to vprašanje predstavljalo njihovo teologijo, njihovo verovanje, njihovo prepričanje. To, ko so bili one navčene. Namreč, farizeje, znači učitelji postave, farizeji so včeli, kad če se nekako rodi slepe, je to posledica točno določenega greha, šterega so včinili storiške, ali pa sama oseba, štera se je rodila slepa. Kak leko nekako pregreši prlej, kak se je narodil. Ali leko sploj nekako pregreši, kak se je narodil. Pogledajmo razlago. Po njihovoj teologiji, torej po njihovom farizejskom včenju se v človeke, v zarodke, že v maternici bojujeta dve narave. Dobra in pa slaba. In pri večini ljudi prevlada dobra narava. So pa tudi določene izjeme. Po njihovem mišljenju je možno, da v zarodke prevlada tista slaba narava in te dejte razvije odbojnost proti lastnoj materi. To je razlaga farizejev, razlaga tistih učiteljev, tistega časa, razvije odbojnost proti lastnoj materi in te vdare v trebuhe s to odbojnostjo mater in zavolo toga, to je bil po njihovem mišljenju greh toga deteta in zavolo toga ga Bog kaznuje s tem, kad se te otrok narodi slepe. Da se je nekak narodil slepe, če bi se nekak narodil slepe, bi to za njih bil znak Božje kazne. In zato, što je slepi rojene, ne da nikdar spregledno, razen, če pride Mesija za njegovega življenja in ga ozdrave. Znači, včeli so to, ka proti Božjoj kazne se navaden človek ne mre boriti. To so one včeli. To je bilo včenje takratnih verskih voditeljev. In tu, v tom primeru, imamo znova eden mesijanski čudež. Uzdraviti nekakoga, šter je v času svojega življenja gradil slepe, to ne bilo mesijansko. Ali uzdraviti slepo rojenoga, to pa je bilo mesijansko. In zdaj, da to znamo, da smo to spoznali, te leže razumemo nadaljni potek tega dogajanja. In bar doma preštite te celi odlomek, to celo 9. poglavje Janezovega evangelija, mimo določene vrstice poglednili tu in mislim, da vsi poznamo te dogodek, kako je tu zapisano. In najprve je Jezus tu popravil njihovo teologijo, popravil je njihovo včenje in jim pravi to, 3. veršoš pravi to, Jezus je odgovoril, ni grešil, ne on, ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenajo Božja dela. Da se razodenajo Božja dela. Aleluja. Torej, ta slepota je ne bila posledica nikšega greha, ampak je to Bog dopustil za to, da se pokaže ta Božja veličina in pa Božja moč. Aleluja. In znate, Jezus je ti nadaljeval. Najprve je popravil njihovo včenje, njihovo teologijo, njihovo prepričanje in ti je nadaljeval in uzdravil slepca
toga slepega človeka, čekli, ka so vsi okoli njega znali, ka se v soboto to ne sme delati. Že zadnjič je rod Samuel govoril toga, ka je Jezus v soboto včinil to, ko se ne sme, ko bi se ne smelo delati. Ozdravo je Jezus toga človeka na zelo nenavaden način. Iz Biblije znamo, ka je Jezus tudi prlej ozdravljal slepe in to je delovalo takoj. Da je Jezus slepega ozdravil, je časi videl. Tu v tom primeru pa ne. V tom primeru pa ne. In štejmo to, ka iz sline in pa zemlji je napravo bloto in slepce s tem pomazal njegove oči. Na tej način je Jezus, tako povem, začel to ozdravljenje. Ali to je toga slepega človeka ještě ne ozdravilo? Ne, Jezus ga je poslal k enome vodnjake, k enoj kopeli Siloa, ka se noj tom muje. Poslal ga je ta, noj se tom muje. In šele, in kdo je slepec odešel tja, da odešel ta na to mesto in si je dojzej proti tisto bloto, komaj te je videl. Komaj te je videl. In zakaj? Jel te postavi se pitanje, pa zakaj vse te težave za toga slepca? Pa Jezus bi ga lahko časi ozdravil. Ja, v momente bi ga lahko ozdravil. Pa poglednemo malo ozadje. Rabine, znači farizeje, so včili, ka je slepega prepovedano ozdraviti v soboto. To so včili. Znate, sobota je bila za njih poseben dan. Mogoče inog drugoč več od toga. Prepovedano je ozdraviti slepega v soboto. Ještě več. Natančno so opisali, na kakšen način to sploh ne je dovoljeno. To piše v njihovih spisih. V soboto je prepovedano ozdraviti slepega. Bodi si, da se polije vino na njegove oči, ali da se naredi blato in s tem pomaže njegove oči. Torej, v soboto je bilo prepovedano ozdraviti slepca, še posebej pa na tej način. In znamo, iz Biblije znamo, ka se Jezus ne oziral na njove predpise v sobote. In lahko bi celo tako pravili, ka je izzivo in dosta čudežev glina pravo v soboto. Zato, ka bi pokazal, ka je gospodar sobote. Ne je sobota gospodar nad njim, pač pa je gospodar sobote. In v Jeruzaleme je bilo več kopališč, več kopeli, več vodnjakov. Do večine se je prišlo na lehki način, enostavno se je prišlo do večine tej kopališč, ne pa do tej kopele ali do toga vodnjaka Siloe. Mogo si se po enom strmom bregu dojpestiti do najnižjega dela Davidovega mesta, znači do najnižjega dela Jeruzalema. In za nekakoga, šteri je videl, je bil to eden težek podvig, ne enostaven podvig. Znate, do doj po bregi idete tom kamenjagi, tom se leko poškališ, leko hitro spadneš. In što je videl, je žmetno prišel tom doj, kjavko bole pa ještě eden slepi človek. Ne vemo, kako njim je to uspelo, s pomočjo koga drugega ali kako, ne vemo. Biblija nam od toga ne goči. Zakaj je Jezus poslal toga slepca do Siloja in ne do šterega drugega, kako povemo, kopališča v Jeruzaleme? Znate, raziskovalci Biblije so ugotovili,
izračunali, kaj je tej den bil eden poseben praznik. V 7 dnevih praznovanja toga praznika je vsaki den veliki duhovnik šel do toga izvira, do toga kopališča z vedrov vode, šel z vedrov ta in tom napuno vedro in jo nesel nazaj gor na breg, nesel v tempel in ta voda se je te ponucala tam v templje za eden poseben, za določene obred. In za volo toga je bilo to najbolje obiskano mesto. Znate, vsak je šel videti tej dogodek, vsak je bil šel biti deležen toga dogodka, radoveden je bil, kako da se to upravljalo. In radovednost je pripeljala da v to kopališče množico ljudi. In te pride slepi človek da, se muje in najnog vidi. In znate, te se je ta novica, ki se je zgodil ještě eden mesijanski čudež, hitro razširila med ljudmi. Hitro se je širila med ljudmi. Že zadnjič sem pravil, ko se je Jezus umaknil po tistem dogodku, da so ga dokončno odbili, se je umaknil iz javnosti in se je posvetil posameznikom in pa svojim učencem, tak, kaj je tej čudež uzdravitev toga sleporojenega, ne Jezus včinil v javnosti. Ena velika oddaljenost. Ne vemo, kje je Jezus v tistem času bil. Oddaljenost je bila med Jezusom in pa tem uzdravljenim v trenutke, da se je to zgodilo. In res sem, ta novica se je hitro razširila. Hitro so ljudje znali, ještě eden čudež se je zgodil, ještě eden mesijanski čudež se je zgodil. Znate, te Judje, te farizeji, te učitelje postave so ob vsem tom imeli eden teološki problem. Res sem, ko se je zgodil mesijanski čudež. Po drugoj strani pa se je zgodil v soboto. In to še na način, na kakšen je prepovedano v soboto. Znate, ne so znali, ko naj včinijo. Ljudje so ne znali, ko naj z tem včinijo, tako povedano. In so te toga človeka uzdravljenega odpeljali k svojim verskim vodjom. Od 13. do 17. verša, to štejmo tu v 9. poglavje Janezovega evangelija. In znate, farizeji, oni so bili takšni pedantni, oni so bili natančni, oni so bili zelo strogi ljudje, štere so najprej puščali stvari prilikam, pač pa so šteli imeti detaljne podatke za se. In farizeji so toga človeka, tu v tej veršu še štejmo, ko so toga človeka tu zaslišali. Bil je tom nas zaslišanje. Preiskovalno sodnik je bil bi to problem. Ale njegove odgovore so njim dosta koristili. Nikad tu ne štima. Ljudje so celo podvomili, kaj je tej človek se narodil slepe. Pač pa slepe grado slede. In če bi to bilo, te bi to ne bil mesijanski čudež in bi za te farizeje tu bil problem rešen. Ali ne? Od njega so ne dobili zadovoljivih informacij, njegove odgovore so ne bili koristni v njihovoj teološkoj dilemi. Znate, farizeje, oni so v iskanje odgovorov na svoja vprašanja, na svoje tiste negotovosti bili zelo resni in zelo vztrajni. In zato so šli dole.
Šli so v eno drugo fazo raziskovanja in pozvali so storiše toga človeka. Znači, pozvali so verodostojne priče. Tiste, štere so toga človeka poznali. In od njih so zvedli dve dejstve. Od njih so zvedli, kaj je to njihov sin, šterega so poznali od rojstva, in pa zvedli so še drugo stvar, kaj je rejsan bil slepe rojene in ne slede grato slepe. Znate, to še itak ne pomagalo farizejem, to ještě ne bil odgovor, šterega so pričakovali. In zdaj postavijo storišom pitanje, kako je mogoče, kaj njuf sin zdaj vidi. Kako je to mogoče, kaj vaš sin zdaj vidi. In znate, storiške so njih na to ne dali odgovora. Problem? Njega pitajte, za dosta letma. Znači, dugo let, več kot 300 let je bil tej človek stor. Za dosta letma, ker 300 let je bila tista doba, da je grato, tako povedano, punoleten. Če glika že prije prevzel odgovornosti za svoje življenje. In razlog za takšno njuvo reakcijo tej storišov je v 22. veršu še zavolo toga, ka so Judje namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki bo Jezusa priznal za Mesijo, izobčili iz vzhodnice. Dragi moji, to pa je bila ena sramota, da se izobčeni iz vzhodnice. Znači, iz vzhodnice so bili izobčeni nečisti ljudje. Že smo pravili, Gobavec je bil izobčen iz vzhodnice. In če si izobčen bil iz hodnice, si ne mogel biti deležen niti blagoslovov, ne si mogel imeti skupnosti eden z drugim. In vidimo tu iz toga primera, kaj je vsako mesijansko čudo izzvalo določeno reakcijo. Po ozdravitvi Gobavca so verske vodje začale bolje intenzivno spremljati Jezuša in pa njegovo včenje, njegove zahteve, ki ga priznajo kot Mesija. Po izganjanju demona iz neme osebe so Jezuša odbili z obrazložitvijo, kaj je tu obseden. In zdaj pa so sklenili, ka vsake, šteri Jezuša spremlja kot Mesijo, bo izključen iz izraelskega društva. Bo izobčen. Znači, iz vzhodnice odrinjene, odvržene kraj. Dragi moji, dok je vse do dnes. In zavolo toga, ka so od staršev ne dobili zadovoljivega odgovora, so znova pozvali ozdravljenega na zaslišanje. Od 24. do 34. vrstice imamo opisane tej dogodek. Farizeji so bili so znane po svojom logičnom razmišljanju, po svojom sklepanju, tu pa so gratali malo čudne v svojem obnašanju in ta razprava ali to zaslišanje je dobilo, tako povedano, smešen potek. Na smešen način se je to začalo dogajati. In gledajte, kako so oni to začali. Daj čast Bogu. Pravijo tome človeku, štere je bil ozdravljen. Daj čast Bogu. To pomeni poziv k priznanju istine in pa poslušnosti Bogu. Daj čast Bogu. Mi vemo, da je ta človek grešnik. Ne je to smešno. Bogu davamo čas za mnoge stvari, ne pa za volo toga, kaj je nekak grešnik. Ne za volo toga. Daj čas Bogu,
ko je Simon uropal banko. Mu zato dale čast Boge? Ne, to nema nikšega smisla. Ale te uzdravljene je ustono pri svojo pamete, ustono je priseben, on je ustono logičen v svojem razmišljanju, v tom, ko je bil navčen in pravi tok v 25. veršu še, če je grešnik, ne vem. Če je te človek grešnik, ja to ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da sedaj vidim. Haleluja. To ne bila samo izjava, eno čisto dejstvo, pač pa je to bil eden poseben izziv za te farizeje, za te učitelje postave. Te človek je pravzaprav njih pravo tak, jaz sem bil rojen slepe. Vi ste moje duhovne učitelje in vi ste me včili, vi ste me navčili, ka nikdar v svojem življenju nemo spregledno, razen, če pride Mešijaš in me uzdrave. In zdaj je prišel te Jezus iz Nazareta in me uzdravil moje slepote. Na podlagi toga, ko ste me vi včili, ko ste me vi navčili, on mora biti Mesija. Zdaj pa vi pravite, no je dom slavo Bogu, kaj je te človek grešnik. Mi leko malo razložite vašo teologijo. Ja ne mrem slediti tome, ko vi pravzaprav meni učite. Ne mrem slediti tome, ko vi meni to razlagate tu zdaj. Včili ste me eno, zdaj pa pravite drugo. In zanimiva je 26. vrstica. Tedaj so mu rekli, kaj ti je storil, kako ti je odprl oči. Torej, idemo znova, vse od začetka, še enotno povej vse podrobnosti toga dogodka. Sigurno je kakša luknja v tom dogodku, sigurno je kakšen propust, kakšna napaka. Idemo znova. In to je, znate, tistega ozdravljenega zdignilo. Zdaj pa me folga. Zdaj mi je pa zadosta. Gor se je mi zdignil pritisk. In pravi tok. Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Že sem vam pravil, pa ste ne čuli, ne ste poslušali. Čemu hočete slišati še enkrat? Zakaj bi ešte nakrode čuli? Ne ste dobro poslušali. Bi radi tudi vi postali njegovi učenci? Dragi moji, to je gli najrazveselilo tiste farizeje. Do nekako me povejte istino, te se navadno zača braniti. In to so včinili tudi te farizeje. In najprej so ga ozmerjali, znači, to po domače povedano, prekunili so ga, učitelje postave, in njime pravde 28. pa 29. veršu štok piše, ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. In pravi tok, mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog, o tem pa ne vemo, odkot je. Do tu je te uzdravljene še probo nikak kontrolirati svoje obnašanje, tu pa njim je prekipelo. Tu njim je pa bilo zadosta. Tu pa zača nucati to, ko so ga včili. In njim pravi tok, 30 pa do 33 veršoš, pravi njim tok. To je res čudno, da ne veste, odkot je, meni pa je odprl oči. In dole pravi tok, vemo, to ste me včili, vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Vi pa pravite, kaj je te grešnik. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa časti Boga in uresničuje njegovo voljo. Dobro poslušamo te besede. Kdor pa Boga časti in uresničuje njegovo voljo, tega usliši. Aleluja! Toga Bog poslune, štere uresničuje njegovo
volal. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. Ko smo popevali koruš na začetke, Bog, nihče nikakor ti. Bog, nišče nej tako kot ti. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. On jim prave, pa kot duhovne vodje, vi bi sve to mogli znati. In v 32. vrstice, 32. veršu še, on jim pravi to, pa vi ste me včili, ne sam si ga to sam zmislil, vi ste me včili, ka nemo spregledno. In nišče, štere se je slepe narodu, do zdaj ne spregledno. Vi ste me to včili. In njim pravi to, sigurno je tej človek Mesija. Zato, ka ste vi mene to včili. Tej človek se je držal njove teologije, držal se je njovoga včenja. In znate, tu se je za farizeje tej dogodek končil. Tu se je za njih tej dogodek končil. Še eno stvar so napravili. Naslednji korak je bil izobčenje toga človeka iz njove skupnosti. In vrgli so ga ven. Vrgli so ga ven. Ja, dragi moji, po tok čudovitom izkustvi z Jezusom je bil tej človek odrinjen, bil je zanemarjen, bil je zapostavljen, bil je ustavljen. Ali, dragi moji, samo od ljudi. Samo od ljudi. Ne pa od Jezusa. In to je to veselo sporočilo. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je. Aleluja! Jezus ga je našel. Jezus želi tudi tebe najti. Jezus želi tudi tebe poiskati. Če glika si mogoče odrinjene, če glika si mogoče zapostavljene, osamljene v svojo navoli, v svojo bedi, v svojom probleme, v svoje težave. Našel ga je in mu rekel, veruješ v Sina človekovega? Tej človek je nikdar ne videl Jezusa. Nikdar je ne videl Jezusa. Kdo je šel kraj od Jezusa, te je še itak bil slepe. Še itak je bil slepe in zdaj se njime Jezus predstavi kot tisti, šterega je ozdravil. In zdaj v tom trenutku, v tom dogodku je tej človek bil tu duhovno ozdravljene. Aleluja. Aleluja. 38. vrstice to štejmo. In v nadaljevanje Jezus kaže razliko med tem človekom in pa farizejami. Nadaljevanje toga dela, toga dogodka. Sleporojene je od fizične slepote in pa kmice prišel do fizičnega vida in pa svetlobe. Prišel pa je tu iz duhovne teme, iz duhovne kmice do duhovne svetlobe. Farizeje, štere so videli, imeli so svetlobo, pa so zavolo odbijanja Jezusa kot Mesije ostonili v duhovnoj teme in pa v duhovnoj slepoti. Dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, Božja beseda je naše vodilo za eno pravo krščansko življenje. V tom dogodku smo videli, kako obstaja bolj nevarno področje v življenje človeka od samega fizičnega življenja. Obstaja
eno bolj nevarno, eno bolj riskantno področje. Fizična slepota ne tako nevarna, kot duhovna slepota. Videli smo pa tudi, kaj obstaja rešenje. Aleluja. In to rešenje je pri Jezuše. To rešenje je pri njemu. In kako je ozdravil telesno in duhovno tistega slepca, leko doživi to čista vsaki človek. Leko to doživi zdaj, v tom trenutku. In skrivnost leži v dveh besedah, které je pravo tej uzdravljene. Verujem, Gospod. Aleluja. Verujem, Gospod. In znate, te do izpovej svojo vero, te nadaljuje z dejanjem. In te štejmo to dole in se je pred njim poklonil do tal. Aleluja. Ali ne to čudovito, dragi moje, vera in priznanje Jezuša kot Gospoda, kot gospodara svojega življenja napravi pravo spremembo v življenje človeka. Želiš ti to doživeti? Si že to doživel? Če si ti neguj to novo življenje, te nove pogled, šteroga ti daje Jezus. Če pa toga še ne imaš, zdaj je priložnost, ko se odločiš. Amen. Amen. Tako stanemo gor v molitvi. Če je Božja beseda spregovorila v tvoje življenje in vidiš, ko se moraš odločiti, ne čakaj. Ne čakaj na naslednjo priložnost, ker ne veš, če boš jo imel, ali pa da boš jo imel. Ne veš. Dnes je te milostni čas. Dnes je den zveličanja. Tudi če si v potrebi, če imaš potrebo v tvojem življenju, mogoče je to telesna, duhovna, duševna. Videli smo iz toga dogodka, da je Jezus prišel tudi za to. Da Jezus tudi te stvari rešava. Če želiš, kamo se tudi mi molili za tebe, kamo tvoja podpora v molitve, v tvoje težave, probleme, na volje, betege, leko daš znak, leko zdigneš rokov, leko izpoveš tvojo prošnjo in mu se molili za tebe. Aleluja, 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 amen. Gospod vidi tvojo potrebo, Gospod vidi tvoje srce, amen. Aleluja, aleluja. Molimo se tudi za tabor, da se začel in da se odvijal tej keden. In tudi za krst, bo na tom tabore, da bi te naše mlade, nove sestre bile goreče za Gospoda in bi bile trdno zasidrane v njega, v njegovo ljubezen. O nebeški Oče, hvala tebi za tvojo čudovito milost, ktero ti izkazuješ iz dneva v den. Hvala tebi, kad si po Jezuši nam omogočil, kad spreglednemo, kad za istino spreglednemo, kad duhovno spreglednemo, kad vidimo svoje stanje. In hvala tebi, nebeški Oče, da si nam po duhi tvojom razodel, kad nam ne treba ostati v takšnem stanju, v kakšnem smo, pač pa obstaja rešitev. In to ste te dve besede. Verujem, Jezus. Verujem, Gospod. Prosim te, pomori nam, da tebe vrčamo. In te prosim za brate, sestre, za vsakoga, što je zdignil rokov pred tjov. Ti vidiš potrebo. Ti vidiš na volo, ti vidiš problem. Dotekni se vsakoga srca in daj ti odgovor na hrepenenje srca. In nebeški Oče, tudi za tiste, štere zdaj ne morejo biti med nami, štere so v betegi, štere so v karantene. Dotekni se tudi njih in njih zdigni, kamo leko v Küper slavili, proslavljali tebe,
Boga Očeta, Boga Sina, Boga Svetoga Duha. Nebeški Oče, prosimo te tu za vodstva, za zaščite in za gučanje Tvoje na tabore. Gospod, dragi, prosim te, kao naj Tvoja močna roka bo zaščita nad vsem tem dogajanjem, da bi se nikaj neprijetnoga, nikaj nedobrega ne to zgodilo. In posebno te prosim za to službo, Gospod, dragi, da do te mlade sestre predale svoje življenje Tebe. Gospod Sveti, dotekni se jih. Dotekni se jih, guči v njuvo življenja in jih blagoslovi, vodi jih skozi celo njuvo življenje, da zaistino so Tvoje služabnice, tako je to Tvoja sveta vola. Jaz jih že zdaj blagoslavljam v Tvojem svetom imenu in te hvalim, da boš z njime celo njuvo življenje. Blagoslovi tu njove starejše, njove domove, cerkve, ki do pripadale, Gospod, dragi, vse na slavo Tvojega svetoga imena. Amen. 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 Good.